Trebanjski občinski svet v prvi obravnavi podprl predloga proračunov. Na cesti bodite pozorni na pešce. Večgeneracijski center tudi v Posavju. Dober večer. Trebanjski občinski svetniki so 14 glasovi za in nobenim proti v prvi obravnavi potrdili predloga proračunov za leti 2017 in 2018. Po mnenju župana sta razvojno naravnana, čaka pa jih kar nekaj pomembnih projektov. Poudarek bo na industrijski coni in novih delovnih mestih, saj načrtujejo izvajanje in zaključevanje komunalne opremljenosti industrijske cone, v kateri v naslednjih 2 letih pričakujejo 80 novih delovnih mest. Nismo nikjer zasledili še informacije o tem, kaj naj se bi dejansko takrat delalo. Se ne bi dejansko samo postavilo stroje, da se ne bi nekako občanom pokazalo, da se dejansko, da se nekaj dogaja, da se nekaj premika. Ampak po drugi strani imamo pa tam še zmeraj stoji skladišča komunale. Veliko naložb je namenjenih infrastrukturnim objektom, vrtcem in nekateri kanalizacijski sistemi kot jezero, Gornje Ponikve, Račje selo, potem pa tudi na vodovodnih področjih, bom rekel, še nekatere pomanjkljivosti je potrebno odpraviti, starejše rezervoarje še obnoviti. Proračun za leto 2017 je velik že skoraj 15 milijonov, realno pa pričakujejo, da bodo zbrali med 12 in 12 milijonov evrov in pol prihodkov. Pri sami pripravi proračuna, kar sem tudi izpostavil na usklajevanju svetniških skupin, je ta, da se enostavno premalo stvari naredi na prilivu. Bogat občan dejansko pomeni tudi bogata občina. Tudi veliko poudarka dajemo športu in investicijam na tem področju, da se prav dokončali bomo tribune in pa igrišče v Trebnjem. Zastavljeno pa je že tudi igrišče v Dobrniču, kjer naj bi bilo tudi tartansko igrišče. V tem letu načrtujejo tudi gradnjo vrtca v Dobrniču. Ta je že uveden v delo, da se pravi, zdaj čakamo še samo vremenske pogoje. Tako da stvari tečejo v pravo smer, mi smo se sestali z občinskimi svetniki, ti so izrazili svoje želje, sedaj bo en mesec približno 15 dni javne razprave. So pa ravno v obdobju črpanja evropskih sredstev in želijo biti čim bolj fleksibilni pri prijavi na evropske projekte, dodaja Kastelic. Po vsej državi do nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Bodi viden, bodi previden, s katero v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa kot pobudnici posebno pozornost namenjajo najranljivejši skupini udeležencev v cestnem prometu, pešcem. Njihova varnost je ena od prednostnih nalog nacionalnega programa in preventivnih ter vzgojnih dejavnosti. Uporabo odsevnih predmetov, pravilno ravnanje v cestnem prometu, upoštevanje omejitev hitrosti v naseljih in odstopanje prednosti voznikov pešcem pred označenimi prehodi. Vse to v tem tednu poostreno nadzorujejo možje v modrem in občinska redarstva. Vse preveč pešcev vseeno je udeleženih v prometnih nesrečah. Naj povem, da smo v lanskem letu obravnavali 4 prometne nesreče z udeležbo pešca, v katerih so 4 pešci tudi umrli, podlegli poškodbam. 14 pešcev smo ugotovili, je zadobilo hude telesne poškodbe. 39 pa se jih je lažje poškodovalo, medtem ko v letu 2015 ni bilo smrtnih žrtev med pešci. Letos tudi že beležijo nekaj poškodb. Pešci se morajo zavedati svoje ranljivosti. Čim manj prehajanja ceste izven prehoda za pešce, torej na osvetljenih delih, in izven naselij, seveda, kjer cesta še, predvsem tam, kjer ni osvetljena, nositi svetleče telovnike. Ali druga odsevna telesa. Nevarnejša območja so predvsem naselja, kjer je gostejši promet. Časovno pa jutra ter pozni popoldnevi in večeri. Kot pešec sem sicer malo na cesti, drugače pa kar pogledam, ja. Kje greste čez cesto, ste kaj osvetljeni? Osvetljen nisem, grem pa na prehodu. Če hodite po noči? Po noči ne hodim peš. Hodiš po pločniku, prečkaš tam, kjer je zebra, po noči uporabljaš tiste kresničke. Če ni pločnika? Če ni pločnika, hodim po levi strani.
Greste vedno čez sprehod? Ja, običajno. Se je že kdaj zgodila kakšna nevšečnost, recimo, ko ste bili v prometu? Ne, ampak videli smo, da se veliko teh nevšečnosti zgodi pri drugih, ne? Kaj pa recimo? Ki prečkajo tam, kjer ni treba. Pazljivi pa morajo biti ne le pešci, ampak tudi vozniki, saj jim pozornost od ceste hitro odvrnejo mobilni telefoni in v zadnjem času tudi informacijski zasloni. Ljudska univerza Krško, Brežiški zavod za podjetništvo, turizem in mladino ter Sevniški družinski inštitut za upanje so v Posavju nosilci programa Večgeneracijski center. Projekt, ki ga vzpostavljajo in je ovrednoten na 774 tisočakov, je podprlo vseh 6 občin. Država s sredstvi Evropskega socialnega sklada, resornega ministrstva in občin omogoča v državi 15 večgeneracijskih centrov za pomoč najbolj ranljivim v družbi. Vključevali bodo dolgotrajno brezposelne osebe, prejemnike socialnih denarnih pomoči in socialno-varstvenih prejemkov, potem otroke in mlade, ki jim preti socialna izključenost, otroke in mlade s posebnimi potrebami, starejše, predvsem tiste, ki živijo mogoče bolj v oddaljenih krajih, potem invalide, Rome in pa seveda priseljence. Krčani, ki na cesti Krških žrtev 44 urejajo sedež centra, bodo programsko pokrili še občino Kostanjevica na Krki, Brežiški zavod pa Bistrico ob Sotli. Zastavili smo si, da bomo vključili nekako 350 novih uporabnikov in izvedli tam 7500 ur, tako izobraževalnih, svetovalnih, informacijskih in kar se mi zdi še najpomembneje vsem tem, da si na voljo za razno pomoč enim in drugim. Za Radeče in Sevnico je odgovoren inštitut za upanje. Želimo se povezati z čim več inštitucijami, krajevnimi skupnostmi, mediji, da bi nam pomagali pri promociji aktivnosti in tudi na teren bomo šli čim več, preko prostovoljcev, tudi strokovni delavci, tako da bi dejansko privabili čim večje število uporabnikov v naše aktivnosti. Večgeneracijski center je kot projekt deležen podpore Sveta regije. Vse občine smo stroške vključile v svoje proračune, tako da je sofinanciranje, ki ga moramo zagotavljati tudi občine, že zagotovljeno. Hkrati pa vključevanje oziroma sodelovanje z drugimi projekti pa je tudi vključeno. Večgeneracijski center bodo zaenkrat financirali 5 let, iz občinskih blagajn pa bo skupaj šlo 176 tisočakov. Še ostajamo v Posavju. Bližajo se šolske zimske počitnice. Brežiški zavod za podjetništvo, turizem in mladino želi socialno ogroženima družinama omogočiti, da bi jih brezplačno preživeli kot turisti v njihovi občini. Z gostinci, turističnimi kmetijami, zobovimi termami in drugimi ponudniki so oblikovali 2 večdnevna aranžmaja. Dobitnika bosta izžrebana na podlagi prijav, ki jih zbirajo na spletni strani zavoda do 13. februarja. Računajo na prijave iz vseh regij in upajo, da bo žreb ljudem z drugega konca Slovenije dal priložnost spoznati Brežice, majhno mesto z velikim srcem. Vse najboljše in najbolj okusno, kar ponuja Suha krajina, je na tradicionalni razstavi suhokranjskih dobrot v Žužemberku postavilo na ogled tamkajšnje društvo kmečkih žena. Pri tem so jim pomagali še vinogradniki, čebelarji in Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. To je bila že 21. tovrstna razstava. Starejše članice društva pa mlajše spodbujajo, da ohranjajo to tradicijo. Ohranimo kulturno dediščino naših dedkov in babic. Imamo od pletarskega, medarskega, raznih peciv, kuharskega, kvašenega, meda, sodelujemo tudi iz šola, vinogradniki. Prav gotovo je to nekaj, kar seveda ohranja našo kulturno in kulinarično dediščino in na ta način seveda se iz babic na mamice in seveda tudi na mlajše generacije ta zadeva prenaša. Poslanstvo razstave je tudi v tem, da pri njej sodelujo številna krajevna društva. Tudi sicer si izkušnje in pomoč pogosto izmenjujejo. Zelo fajn je, da veliko sodelujemo, tudi gospodinje porabljajo naš med, redno kupujejo in s tem širijo tudi slovenski med, predvsem ta suhokranjski, ki je res vrhunski med. V teh dobrih 2 desetletij je razstava suhokranjskih dobrot, ki je bila na ogled v dvorani lovske družine v Žužemberku, veliko pridobila na veljavi. Vizualno in videzno smo pa napredovali ogromno. Saj se vidi, da že na državnem nivoju imamo razstavo potic in vse posod tudi okoli Dolenjske in Bele krajine
hodimo na sodelovanje od kruha, pletenice, potice, šantrnej. Ponosni so tudi na dejstvo, da si razstavo ogleda veliko ljudi iz drugih krajev. Takih naj bi bilo več kot 60% vseh obiskovalcev. V teh dneh se po Sloveniji vrstijo prireditve v počastitev jutrišnjega slovenskega kulturnega praznika. V Črnomlju so osrednjo občinsko slovesnost pripravili sinoči. Poglejmo. Slavnostna govornica, županja Mojca Čema Stjepanovič, je orisala pomen in vlogo Franceta Prešerna ter bogatega opusa njegovih del, s katerimi se je zapisal v zgodovino slovenske književnosti in zbrane pozvala. Bodimo ponosni na naš jezik, kulturo in dediščino. Nosimo veliko odgovornost, da ta zaklad z odgovornostjo in spoštovanjem prenašamo na naslednje generacije, da bi le te tudi začutile to čast in ponos slovenske identitete. Na slovesnosti, ki so jo oblikovali mladi glasbeniki, člani kluba belokranjskih študentov s pevko Lejo Plut in člani gledališke skupine kluba belokranjskih študentov z dramsko pesnitvijo Zeleni Juri, so podelili tudi Župančičeva priznanja za delo in dosežke na kulturnem področju. Župančičeve diplome so prejeli Iztok Štrucelj, dirigent godbena Pihala Črnomelj, za prizadevno delo na glasbenem področju, osnovnošolka Daša Bahor za literarni dosežek na mednarodnem natečaju in Baričeva hiša, kulturno-turistični center Prelesje ob Kolpi, ki na stežaj odpira vrata vsem ljubiteljem umetnosti in kulture. Tega zagotovo nisem pričakovala. Hvala tistim, ki so me predlagali za to. Ja, to je neizmerna čast, poklon Bele krajine mojemu delu. To je res ena spodbuda še za naprej in tako da jaz upam, da bom znal to tudi vnovčiti in imeti še večjo motivacijo. Župančičeve plakete, najvišjega občinskega priznanja za delo na kulturnem področju, pa se je razveselila Katarina Adlešič, ki že desetletja prenaša svoja etnološka znanja na mladi rod in si prizadeva ohraniti ljudsko pesemsko izročilo Bele krajine. Meni so lepe narodne domače pesmice in to imam rada in to smo doma zmeraj peli s sestrami, z mamo, z brati. Zmeraj nam je bilo lepo. In želim si, da bi mladi ohranjali etnološko dediščino, stare običaje ter belokranjske ljudske pesmi, pravi 83-letna dobitnica Župančičeve plakete. Za konec pa še k naši akciji Osebnost leta 2016. Zaradi nepravilnosti pri spletnem glasovanju je dosedanje glasovanje prek spleta razveljavljeno. Glasovanje je omogočalo en glas za enega kandidata na dan. A žal je pri nekaterih kandidatih prihajalo do zlorabe, saj so v nekaj minutah pridobili nenavadno veliko število glasov. Veselilo nas je, ker je bil odziv prek spletnega glasovanja resnično izredno velik. A žal smo bili zaradi nepravilnosti primorani dosedanje glasovanje prekiniti. Jutri zato začenjamo novo spletno glasovanje, v katerem bo možno glasovati zgolj enkrat v celotnem času glasovanja, torej en glas z enega IP računalniškega naslova. Glasovanje prek dopisnic, ki ste jih že v velikem številu poslali na naš naslov, ostaja veljavno. Zaradi nastalega stanja je novo glasovanje prek spleta in dopisnic podaljšano do zadnjega februarja. V luči tega in podobnih dogodkov še opozorimo na spoštovanje spletne etike, ki jo med drugim izpostavljajo ob današnjem dnevu varne rabe interneta. Hvala za pozornost in lep večer.